No? नहीं तो दूगे क्या मैं दोदा हाँ ओके Spoštovani gospod župan, mislim, da lahko rečem konec koncev, dragi bratje in sestre, izredno sem vesel, da imam še enkrat priložnost obiskati to zelo, zelo lepo mesto, kjer imam že, lahko rečem, res prijatelje. We are in 21st centuries. When we gremo nazaj na 20. stoletje, nekako smo navajeni nanj gledati kot na dve polovici, na prvo polovico in na drugo polovico 20. stoletja. In vidimo, da se je situacija spremenila od začetka do konca 20. stoletja. Lahko rečemo, da je druga polovica 20. stoletja pokazala eno veliko zrelost, predvsej razširjeno na celotno človeštvo. Veliko ljudi je pač razmišljalo, predvsem na drugi polovici 20. stoletja, da vojne niso več možne. Prej smo imeli vojne, svetovno vojno, ki je bila na prelomu, na prehodu med prvo in drugo polovici 20. stoletja. In v drugi polovici 20. stoletja se je razširilo prepričanje med ljudmi, da nočemo več nasilja, nočemo več vojne. Prej smo imeli še atomsko grožnjo, vele sile, ki so se stali nasproti z atomskim orožjem. Po padcu Berlinskega zaduha smo videli, da je prišlo do resnične osvoboditve. In tako je izginjala tudi atomska grožnja. Mi smo več imeli Varšavski pakt na eni strani in NATO pakt na drugi strani in vsotovo podložitev. Ker prej, ko sta si stala nasproti, sta se seveda oboroževala in sta morala veliko denarja porabiti za to, da imajo vedno več in vedno več orožja. Ljudje pa so rekli, ne, nočemo več nasilja, nočemo več boja. Hočemo svobodo in nočemo več totalitarnih režimov. So vse zelo jasni znaki za to zaveda. Pa še ena zadeva. Na začetku, v prvi polovici 20. stoletja ni bilo nobenega govora o odgovornosti za naš planet, za naše okolje. In potem se je stvar spremenila. V drugi polovici pa vidimo veliko količino, veliko število ljudi, ki se zavedajo tega vprašanja, veliko bolj ekološko zaveščenih ljudi. In to je tudi znak naprej. Pa pogledamo še na drugo področje. Znanost, duhovnost, ta konflikt. V prvi polovici 20. stoletja ljudje nekako gledajo na znanost in na duhovnost kot na dve popolnoma neskladni stvarnosti. Ampak z večanjem znanosti, z večanjem znanja je prišlo do tega, da je znanost postala bolj posvetna.